Jaz bi pa v zadnjem delu tega našega srečanja dal besedo in pa možnost kakšnega vprašanja, seveda tudi iz vaše strani za našega gosta. Omenili ste stebre v preteklosti, pa me zanima malo več o teh stebrih. Ali so to povezani z temi stebri, ki so zdaj v zdravi družbi, ali kaj drugega? Ne, stebre, ker sem govoril o šolstvu, ne, stebri, učenci z učiteljem so se sprehajali po stebrniku. Zakaj? Vse ugotavljajo, nevroznanci ugotavljajo, da če hodimo, dejansko je to stimulativno za miselne procese, ne da so priheftani za stole in simboli izjemno močno vplivajo na naše nezavedno. Zakaj so se ravno po stebrniku sprehajali? Ker so bili tisti stebri simbol temeljnega vedenja, ki ga ti moraš pridobiti. Osnovno znanje mi moramo pridobiti, ampak ne preveč, ker to zapaca možgane, vmes je bil pa horizont. Torej, ti stebri so predstavljali v tem primeru, ko sem jaz omenjal, dejansko temeljno vedenje, ki ga učitelj posreduje otrokom, potem pa sprašuje tako, da sprovocira njihovo misel, da na podlagi podanih vedenj razmišljajo svojo glavo. Lep pozdrav, moje ime je Rok Bezlaj. Pater, moram vam povedati, da vas je zelo fajn brati, še bolj pa poslušati. Ja, zato, ker sem kmet. Ja. Lete, osebno ugotavljam, da živimo res v neverjetnih časih in sicer so zelo revolucionarni. Ta revolucija je tiha, poteka vsakemu izmed nas, imenuje se pa revolucija zavesti. Zdaj, ideja je, da se enako misleči povezujemo, preprosto s tem frekvenčno se uskladimo, jačamo vibracijo. Pol prije verjetno oziroma dokazano je znanstveno, da prije do efekta 100 opice, se pravi, bo ta informacija skočila v našo kolektivno nezavedno in stvari bojo bistveno bolj enostavne. Zdaj, kaj lahko mi naredimo? Gre za odgovornost, se pravi, sprejeti bomo mogli odgovornost za življenje, za zdravje, za pravzaprav vsa področja življenja, brez tega ne bo šlo. Moramo biti iskreni, naliti si moramo čistega vina in ne smemo se več lagati, niti sam sebi ne, kamoli so človeku, se pravi, bitju. No, zdaj prijemo pa do rešitve te zagate, ki se nam je zgodila. Pravzaprav korona je super stvar, ker se je res, bom rekel, ta matrica se je razsvetlila, tisti, ki vidi, dobesedno ugotovi, da živimo v eni veliki laži. Zdaj, politično idejo potrebujemo nekako v tem stilu, nekaj ljudi razmišlja. Politična je pa sledeča, parlamentarna demokracija je prišla do svojega konca. Zato, ker 90 ljudi ne predstavlja ljudstva, korporacije se je kupili, politiki so v bistvu kot neki borzni brokerji, pač dvigne roko tistemu, ki več ponudi. Vladajo kvizlingi, vemo, kaj to pomeni, znači to je propala priča. Se pravi, imamo pa direktno demokracijo, ker dejansko ljudstvo vlada, imamo tehnologijo, s katero lahko to naredimo in obstajajo, se pravi, te metode v direktni demokraciji. Zdaj, moje vprašanje vam pa je, kaj mislite o konkretno tej politični ideji oziroma o direktni demokraciji? Hvala. Ja, hvala vam. Knjiga, ki je ta krasni nori svet, se proti koncu ravno dotika tega paradoksa, da ljudje, ki smo jih izvolili, ne delujejo v interesu ljudi, ampak v interesu manipulacije zoper ljudi, svojo moč, pa ne sem to, veste, ko gledam te izvoljene, to je toliko frustracij, toliko tega neozdravljenja, toliko nesamozavesti, toliko predane, veste, tisto, ko sem prej rekel, veste, kot predanosti alfa samcu, ali pa samici, to je tako bolno, da je že neokusno sploh opazovati, In je res to, kar ste vi rekli, kar se omogoča, tu pa sem jaz naprej bos, vi ste nakazali ene smeri, ki jih bo treba domisliti, nujno domisliti, ampak to, kar je do sedaj, je dejansko tako bolno, da je čas, da umre. Tako je bolno, ker ni možne ozdravitve, ker je sam koncept, z načinom, s katerim ne moreš zdaj z istim načinom zdraviti, ki je pripeljal do te bolezni.
bo treba ozavestiti, ampak to je na vas mladih, da boste ozavestili in da boste svojo energijo, in to mi je bilo tudi všeč, ne? Po neki raziskavi 3 miselni prebojeni posamezniki na 1000 prebivalcev že povzročijo kvantni premik zavesti, ne? Torej vsak je pomemben, ne nekdo misli, ne, jaz mislim, moje dostojanstvo misli, ne? Ki premika. Pa eden zbujen je za 100 spavačev, tako da če nas je 50, je to krat 2 nule zraven.